Evropski parlament. Okno priložnosti. Oddajo je omogočil evropski poslanec Slovenske ljudske stranke Franc Bogovič, financira pa jo Evropska ljudska stranka. V studiu Radia Evropa 05, spoštovani poslušalci in poslušalke, pa seveda pozdravljam evropskega poslanca Franca Bogoviča. Dober dan, lepo pozdravljeni. Na ravni Evropske unije se vedno kaj zanimivega dogaja, torej vedno poskrbijo, da je dogajanje pestro. No, in ena najbolj aktualnih tem pa je nedvomno ideja oziroma projekt Evropske energetske unije, ki so ga zdajle pred dnevi predstavili, in nam lahko poveste, kaj pravzaprav energetska unija, čeprav se bo o njej še veliko govorilo, kaj pravzaprav pomeni tako za države, kot bom rekla za nas navadne smrtnike, kaj bi to prispevalo k boljši oskrbovanosti. Evropski parlament v tej sestavi in tudi Evropska komisija si je zadala, mirno lahko rečem, dva ključna cilja. Prvi je pospešitev gospodarstva, ustvarjanje novih delovnih mest, podprt tudi z tako imenovanim Junckerjevim investicijskim programom, in drugi velik projekt je Energetska unija, katerega viri so prav tako v tem skladu Junckerjevem. Predvsem pa gre za nov pristop na področju energetike, kjer se želi v Evropi zagotoviti večjo energetsko neodvisnost. Ključno sporočilo je to, da se varčevanje z energijo, se pravi učinkovita raba energije, jemlje najprej kot vir energije. Ocena je, da je možno tudi do 40% prihrankov narediti na tem področju, kar pomeni, da je prvi poudarek ravno temu delu. Od tu naprej pa govorimo tudi o boljši povezanosti energetskih sistemov med sabo, tako imenovana solidarnostna komponenta, ki bi ali v primeru naravnih nesreč ali v primeru tudi zaostrenih razmer na trgu lahko vzpostavila tako imenovano solidarnostno komponento med državami in na ta način tudi manjšo odvisnost držav od posameznih virov. Evropa je velik uvoznik energentov, skoraj 60% energije Evropa uvozi, večina nafte, plina, ki sta tudi predstavljata preko 80% vsega energetskega uvoza. Uvoz je tudi v marsikateri državi odvisen samo od ene države. Dogodki v Ukrajini kažejo to, da je energetska varnost ena izmed ključnih varnosti, poleg vojaške, prehranske varnosti se smatra kot tretja najpomembnejša varnost, tako imenovana energetska varnost. In tej boljši povezanosti sistemov, posledično tudi izgradnje novih energetskih infrastrukturnih objektov, bodisi so to plinski terminali po Evropi, skladišča za pline, novi plinovodi, predvsem iz Severne Afrike, raziskave tudi na področju možnosti pridobivanja plina iz škriljevcev. Tako da gre v bistvu za en zelo kompleksen projekt. Cilj je tudi, da bi se zaradi vseh teh ukrepov, pa tudi dobre nadzorstvene funkcije, ki jo upravlja agencija ACER, ki je locirana prav v Ljubljani, da bi se konec koncev tudi cena energije zmanjšala. Evropa poleg te velike energetske odvisnosti trpi tudi z visoko ceno energije. Cena elektrike je nekje 30% dražja kot v Združenih državah Amerike, plina tudi do 100%, in na koncu se to pozna za konkurenčnost kontinenta. In tako za industrijo, gospodarstvo, kakor tudi posledično za višje stroške za ljudi. Tako da gre za kompleksen projekt. Celoten projekt je podrejen tudi okoljskim ciljem, kajti vemo, da je Evropa dejansko okoljsko najbolj napredna celina na svetu, in tudi vsi ukrepi, ki gredo tudi v obnovljive vire, varčevanje energije, so usmerjeni v razvoj novih tehnologij. Tako da gre za dejansko eno od korenitih sprememb, in nekateri so v nagovorih mogoče malce previsoko pozicionirali ta ukrep, ampak ga naredili primerjavo praktično z
prvo povezavo, ki je v Evropi nastala ravno na področju jekla in premoga. Tako da gre za pomemben projekt. Polovica komisarjev komisije stoji za tem projektom, ki so posledično vezani na različnih področjih in verjamem, da se bo zrealiziral. Od Slovenije pa je odvisno, koliko smo sposobni razumeti te namere in hkrati videti izzive na različnih področjih, te izzive sprejeti kot priložnosti in jih tudi uresničiti. Posledično to pomeni, po mojem globokem prepričanju, zelo na hitro odreagirati v obliki enostavnega, učinkovitega energetskega koncepta, ki ga Slovenija že od leta 2009 pripravlja in ga še danes nima v rokah. Sam sem že leta 2009 imel to priložnost, da sem videl švedski tak energetski koncept, zapisan na 7 straneh, in Švedi že 6 let to uresničujejo. Mi pa še kar naročamo študije, pa se o tem pogovarjamo in izziv, ki ga daje sedaj Evropska energetska unija, nas dobesedno sili v to, da se končno tudi na tem področju jasno opredelimo, da se nam ne bo dogajalo to, kar se nam je ravno v tem obdobju od leta 2009 do danes, da nam nekontrolirano zrastejo takšni objekti, kot je teh 6, na primer. No, omenili ste že prejle torej ACER, Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev, ki ima torej sedež v Sloveniji, prav v Ljubljani. Obiskali ste to agencijo, pa morda, če poveste kaj več o njej, verjamem, da marsikdo v Sloveniji ne ve, da imamo to Evropsko agencijo, morda niti v Ljubljani ne vedo, da jo imamo. Tako je, v stolpnici T3 je locirana. Gre za edino Evropsko agencijo, ki je locirana v Sloveniji in edina inštitucija, ki je v projektu Energetske unije omenjena, je ravno ACER. Gre za regulatorja, nadzornika na trgu električne energije in plina, na tako imenovanem veleprodajnem trgu, in v zadnjih 2 letih, odkar so tu ustanovljeni, so imeli to začetno uvajalno obdobje, v katerem so praktično postavili programsko opremo z ekipo 15 ljudi, že sedaj spremljajo vse prodajne pogodbe, ki se odvijajo na veleprodajnem trgu z plinom in elektriko in poskušajo zaznati anomalije na tem trgu in na ta način pritiskati na pošteno trgovino na trgu za temi energenti, posledično tudi znižati ceno, da se ne ustvarjajo kakšni viški, posebni profiti na račun kakšnih kartelnih pogovorov in podobno. Primerljiva agencija v Ameriki že deluje zelo aktivno, tudi do $200 milijonov imajo na letno teh tako imenovanih kazni, ki prihajajo iz teh spornih poslov, in letošnjo jesen agenciji začne iz te uvajalne dobe ta nadzorstvena funkcija. Z vodstvom agencije sem se sestal, podrobno so mi predstavili svoje delo, početje in tudi na osnovi predhodnega dopisa, ki ga je na evropske poslance naslovil minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, sem bil seznanjen z pobudo te agencije, ki jo ima v okviru Evropske komisije za okrepitev ekipe. Za to nadzorstveno funkcijo je potrebno 30 novih sodelavcev. V tem kontekstu vidim tudi priložnost zaradi te nove naloge, zahtevne, ki jo v letošnjem letu imajo, in je povsem kompatibilna z cilji Energetske unije. Tako da gre za pomembno inštitucijo. Rezultat tega je to, da bi morali imeti zaradi dobrega nadzora v celi Evropi nižjo ceno elektrike in pa plina. Kajti v osnovi vsaka prosta trgovina rabi zelo dober in pa trden nadzor. Bančni nadzor je popustil in vidimo, kaj se je zgodilo na svetu na tem področju. Podobnega nadzora je potrebno tudi energetsko področje. Nedvomno. In se pravi, da bo pravzaprav ta agencija odigrala pomembno vlogo ravno pri Energetski uniji, ne? Če prav razumem, ne? Tako je. Ja. Gre za evropsko inštitucijo, katere osnovna naloga je nadzor nad pošteno trgovino na veleprodajnem področju s plinom in pa elektriko. In v okviru Energetske unije je predvideno tudi tesnejše povezovanje sistemov, s tem tudi možnost dostopa drugih ponudnikov energije na posamezne trge, in v izogib eventualnih kartelnih dogovorov in podobnih zadev je takšen regulator in pa nadzornik na trgu
postavljen, še kako dober, nujen in hkrati mu pričneta nadzorstvena funkcija, ki ima za posledico tudi kaznovanje tistih, ki se pravil igre ne držijo. No, to je torej edina takšna institucija evropska v Sloveniji. Menite, da je to dobro, ne, za našo državo, da imamo? Zagotovo in velik cilj vsake države je, da ima tudi te inštitucije v lokalnem prostoru. Na tak način se tudi krepi vloga Unije in recimo, če govorimo o stalni polemiki o, ne vem, sedežih Evropskega parlamenta, ki jih imamo, generalno sedež v Luksemburgu, potem večina dela v Bruslju, plenarna zasedanja v Štrasburu in to so stvari, ki jih enostavno ne moreš premakniti v smer neke racionalizacije, poenostavljanja. Se pravi, države so zainteresirane, da se to odvija tudi na njihovih prostorih, posledično so tudi koristi za države članice, če se to odvija tam in takšna agencija, ki jo imamo pri nas, je za Slovenijo samo dobrobit in pa priložnost za zanimive zaposlitve, konec koncev pa tudi pokažemo, da smo na tem evropskem zemljevidu zapisani tudi kot država članica z svojo inštitucijo, mislim, evropsko inštitucijo locirano na lastnih tleh. Na svoje državi, ja. No, gospod Bogovič, vedno je seveda vroča tema v Sloveniji in v Evropi pogajanja o čezatlantskem sporazumu, torej med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike. No, in ravno vi osebno ste februarja kar 2-krat pozvali pogajalce k upoštevanju odklonilnega stališča evroposlancev do kloniranja živali za kmetijske namene in postavili ob tem javno vprašanje, in sicer ali bo na veliki šahovnici čezatlantskega sporazuma zopet najprej žrtvovan kmet, ki kmetuje na družinski kmetiji. Kako je torej s tem? Bodo res kmetje prva žrtev skratka tega sporazuma in kaj pravzaprav lahko storimo oziroma se da sploh narediti, da bi to preprečili? Ja, to je področje, ki nas zelo zaposluje, celo leto bo to. Leto 15 je tisto, v katerem snovalci tega sporazuma predvidevajo tudi sprejem tega sporazuma. In ob ostalih področjih, katere tudi sam ne smatram kot tako problematično, se vedno v ospredje pojavi področje kmetijstva. Pojavi se zaradi tega, ker sta imele Amerika in pa Evropa različne koncepte razvoja kmetijstva. V Ameriki, v Evropi je že desetletja prepovedana na primer uporaba hormonov v govedoreji, uporaba antibiotikov, zelo omejena zgolj v zdravljenje in prepoved uporabe mleka, mesa v tistem času, kar se dnevno kontrolira. Potem tehnologije kloniranja se Ameriki, Kanadi, Argentini uveljavljajo predvsem za izboljšanje tega genetskega repromateriala. Zelo liberalni so v Ameriki tudi na področju ostankov fitofarmacevtskih pripravkov v predelkih do gensko spremenjenih organizmov v poljedelski proizvodnji. In to so področje, kjer je koncept v Evropi in pa v Ameriki različen. Tu enostavno ni možne harmonizacije, kajti zagotovo Američani se ne bodo odrekli teh tehnologij, ker bazira kmetijstvo na tej osnovi. V Evropi smo pa jasno in javno povedali vsi, da se takšne hrane ne želimo imeti na naših krožnikih. In zato je prav, da je tak močan pritisk. Mi smo imeli na odboru za kmetijstvo obravnavo tega področja, obe področji, kloniranje prav posebej, kjer je enotno klonilno stališče v Evropi, ne glede na strankarske pripadnosti, tudi kmetijske organizacije nasprotujejo krepitvi tega, tako na eni strani niti ne ugotavljajo nekih ekonomskih koristi, predvsem pa so tu moralno-etična vprašanja od dobrobiti živali do konec koncev eventualnega izkoriščanja teh tehnologij na ljudeh tako močni, da je v bistvu odklonilno mnenje. Januarja smo sprejeli tudi dokaj zadržano stališče za spremembo direktive okoli gensko spremenjenih organizmov. Na odboru za kmetijstvo, kjer sem postavil to jasno vprašanje, smo pa mnogi upozorili na to, da morajo pogajalci, v imenu Evrope se pogaja Evropska komisija, pri teh stvareh imeti zelo zadržana stališča, imeti
posebno urejeno, da se ta razlika med evropskim in ameriškim kmetijstvom ohranja in na takšen način omogoči normalen razvoj družinskih kmetij, ki so temelj evropskega kmetijstva. Ameriška je ta tako imenovana farmska reja, farmerje, veliko večja površine, po drugi strani pa tudi druge tehnologije. Tako da opozorila so jasna, jaz sem trdno prepričan, da vekoliko pogajalci ne bodo izposlovali v sporazumu takšnih varovalnih mehanizmov, bo padel sporazum v celoti. Mislim, da je javno mnenje in pa tudi večina v Evropskem parlamentu zelo jasna, predvsem za področje kmetijstva, izredno rezerviran konzervativen pristop. Ko smo ravno pri kmetijstvu, ostanimo še malo, in sicer pred kratkim ste opozorili, da je povezovanje kmetov v organizacije proizvajalcev pravilen odgovor na zahtevne razmere na trgu sadja in zelenjave. Najprej seveda vprašanje, je ta poziv namenjen Sloveniji, in pa denimo, ali so kje v Evropi zgledni primeri, kakšne dobrobiti ima takšno organiziranje, torej pridelovalcev zelenjave in sadja, tako za njih, ki pridelujejo, kot seveda za nas potrošnike. Evropska kmetijska politika že desetletje podpira tiste, ki se znajo na področju sadja in zelenjave organizirati v tako imenovane OPE, organizacije proizvajalcev. Danes je skoraj polovica vsega evropskega sadja in zelenjave pridelane v asociacijah, kjer so združene v te tako imenovane OPE. In najvišji delež, blizu 100%, imajo najuspešnejše dežele na tem področju, Belgija, Nizozemska, Francija, Španija, Italija. Tako da ti podatki so zelo zgovorni. Tisti, ki želi na trgu zahtevnem prosperirati, se mora znati povezati, pobrati za ta namen tudi namenjena sredstva za promocijo, za razvoj novih izdelkov, za izgradnjo opreme in podobno. In ta apel je namenjen predvsem našemu domačemu prostoru. S tem namenom tudi v maju, od 10. do 13. maja, kot evropski poslanec gostim slovenske sadjare in zelenjadarje v Belgiji, kjer bomo prvi dan šli prav na teren pogledati, kako to deluje. Najprej si ogledamo velik center Belorta, kjer že 30 let delujejo in je v bistvu največja takšna organizacija v Evropi, kjer se letno proda za 350 milijonov evrov sadja in zelenjave, se pravi, milijon evrov na dan se tam proda. In tu vidiš, kaj se lahko zgradi, če se sistematično dela leta. Ogledali si bomo tudi en namakalni center, raziskovalni center za namakanje, potem pa za naše primere, dosti bolj primerljivo, manjšo organizacijo proizvajalcev jedilnega korenčka, ki 5-6 leto posluje kot takšna asociacija. Naslednji dan bomo imeli pa znotraj Evropskega parlamenta konferenco, kjer bomo naredili izmenjavo belgijskih izkušenj z Evropskega parlamenta s slovenskimi sadjarji in zelenjadarji. Trdno sem prepričan, da je nujno v naslednjem obdobju teh 7 let, za katere je izdelan tudi ta program razvoja kmetijstva, v Sloveniji priti do tega, da bomo imeli, po mojem prepričanju, rabimo vsaj 3 zelenjadarske organizacije proizvajalcev, locirane na Primorskem, na Štajerskem, Posavsko-Dolenjskem koncu po eno. Sadjarsko se je danes že, vsaj v območju, iz katerega prihajam, se pravi iz Posavja, naredila na koncentracijo okoli podjetja Eurosad, kjer se praktično ti principi delujejo, ni pa še formalno ustanovljena. Tako da želim pravzaprav to pokazati slovenskim sadjarjem, zelenjadarjem. Vesel sem, da bodo predstavnice ministrstva, 4 so potrdile prisotnost na tej ekskurziji prisotne, tudi ljudje iz kmetijsko-svetovalne službe, odgovorni za ta področja, da tudi s pomočjo tistih, ki delujejo v Evropskem parlamentu, prenesemo kakšno dobro prakso v naš slovenski prostor. Mislim, da je to odgovor na vse te stvari, ki se odvijajo tudi pri nas, kajti vidimo, kako se je skoncentrirala trgovina, kako je zahteven ta trg. Slovenski potrošnik želi in rad seže po slovenskemu predelku, potrebno ga je na organiziran način predelati in pa tudi trgu ponuditi. No, pred glasbo ostanimo še malo na tem področju, oziroma pravzaprav na področju vinogradništva. V zadnjem času ponovno buri duhove
države Hrvaška, da temu tako rečem, gre pa za vino teran. Torej, na vsak način si Hrvati prizadevajo, da bi tudi oni lahko pod to blagovno znamko oziroma pod tem imenom prodajali svoje vino. Zakaj pravzaprav je prišlo do tega? Kaj vi pravite o tem? Ne? Slišali smo, da bi oni pravzaprav morali to v pristopnih pogajanjih izpostaviti, če so že želeli to in tako naprej. Stvar je v bistvu zaključena, ne? Saj kot pravi naš kmetijski minister, to je urejeno in nikaj pravzaprav. Tako je, zaščita terana, se pravi pridelava vina iz sorte Refošk na kraškem terenu, to je vsebini ta zaščita, je bila narejena že v samostojni Republiki Sloveniji, kasneje ob vstopu v EU potrjena tudi na evropskem nivoju in za Slovenijo je zadeva praktično zaključena. Hrvaški kolegi tudi iz vrst Evropskega parlamenta so v lanskem letu, v tem predvolilnem letu, kar precej visoko na svojo agendo, če smem temu tako reči, postavili tudi to vprašanje. Očitno jih je podprla tudi njihova vlada in se je ta problem, ki ga mi vidimo kot zaprtega, enostavno odpira in se na področju komisije zdaj odvija kar nek tak mala tiha vojna na tem področju. Poslanci smo iz Evropske ljudske stranke smo tudi z argumenti pismo z argumenti, zakaj smatramo, da je zadeva zaključena, poslali komisarju Hoganu in upam, da se bo ta saga čimprej zaključila in da ostane ta zaščita, tako kot je bila rečena, zaščita za pridelovalce terana na Slovenskem krasu. Ali lahko pravzaprav vi ali pa skratka vsi slovenski poslanci lahko kaj posebej še naredite? Je mogoče kaj narediti? Jaz mislim, da smo to, kar lahko naredimo, kar je v našem dometu, smo storili. Kajti te postopki zaščite potekajo na relaciji ministrstva, komisija. In mi smo spremljali ta problem, bili tudi strani ministra, našega stalnega predstavništva v Bruslju seznanjeni s problemom in želeli smo narediti to, da podobno kot so hrvaški poslanci ta problem spravili na politično raven, da tudi mi zelo jasno odgovorimo na to in z argumenti opremimo tudi komisarja in komisijo, ki bo o tem odločila. No, v Evropskem parlamentu ste član, kot rečeno, največje evropske politične skupine, torej Evropske ljudske stranke. In ta je zelo jasna pri svojih stališčih in ciljih, ko gre za vprašanje doseganja večje gospodarske rasti v Evropi. Tako je bilo tudi prejšnji teden, ko ste v Evropskem parlamentu obravnavali Junckerjev investicijski paket in proaktivno monetarno politiko. Kaj torej tukaj na teh dveh področjih poudarja skupina Evropske ljudske stranke in tudi zanima nas tudi vaš poziv k hitremu sprejetju ustreznih zakonodajnih postopkov za države članice Evropske unije za začetek novih investicij. Kaj torej vse to pomeni? Gre za tako imenovani Junckerjev investicijski program. Predsednik Evropske komisije skupaj s komisarjem Katainen, ki vodi ta projekt, zelo jasno povedal, da želi v Evropi delno spremeniti strategijo in to strategijo usmeriti v nove investicije, v nova delovna mesta in zagotavljanje virov tudi za kapitalsko zahtevnejše, dolgoročnejše investicije, tudi tiste, ki mogoče so malce bolj rizične, kot so bile lahko doslej investicije, če so želele sofinanciranje Evropske investicijske banke. Ta namen je že v Evropskem parlamentu zakonodajni paket, znotraj katerega se pričakuje, da se do poletja sprejme ta ureditev, ki bo omogočila vire financiranja. Evropska centralna banka prav z današnjim dnem začenja tudi z novimi emisijami evrov, se pravi 60 milijard evrov na mesec, kar pomeni, da se želi v Evropi z dodatnimi viri odpreti investicije, ki imajo edini cilj, nova delovna mesta, več zaposlenih ljudi v Evropi. Evropska ljudska stranka je tista, ki vedno opozarja na to, da je potrebno najprej ustvariti, da lahko porabiš in zavedamo se, da enostavno
samo neko varčevanje, stiskanje ni pravi recept, ampak je potrebno tudi z novimi investicijami, z razvojnim ciklusom, tudi za takšnimi projekti, kot sva prej govorila, z Evropsko energetsko unijo, spodbuditi raziskave, razvoj in ustvariti nova delovna mesta. Vire se iz teh naslovov tudi predvideva in prejšnjo sredo, ko smo imeli tako imenovano mini plenarko v Bruslju, so bili istočasno v dvorani vsi, od predsednika parlamenta gospoda Šulca, predsednika komisije gospoda Junckerja, do gospoda Tuska, predsednika Sveta Evrope, se pravi predstavnika držav, kakor tudi gospod Draghi, predsednik Evropske centralne banke. In pri tem poročilu in pa v jasni razpravi, ki je potekla 2-3 ure, je šlo v to smer, da v Evropi enostavno ta ciklus treba spostaviti. In tu je zdaj odgovornost držav in moj poziv, ki je bil tudi v tem enominutnem nagovoru, ki ga lahko na takšnem seji imaš, je šel v to smer, da morajo države članice poskrbeti, da bodo na svetu šle zadeve čim hitreje skozi, evropski poslanci, da poskrbimo v parlamentu, komisija, da vse to sprocesira. Na državah članicah pa je, da doma tudi pripravi po domače teren za to, da bo ta ciklus lahko stekel. In na tej točki je moj apel, bom rekel, namenjen tudi domači vladi in sodelujem z ljudmi z različnih ministrstev, kjer se moramo zelo jasno pripraviti na to, da ko bo enkrat ta denar na razpolago, ki je predviden za naslednja 3 leta, da imamo mi v ozadju projekte, ki so primerni za takšne investicije in dajo te dolgoročne učinke, kot je cilj tega investicijskega paketa. In tu želim pomagati, kolikor na svet lahko, da prenašam na ta nivo slovenske vladne ravni, pa tudi v primeru, ko imamo v vidu kakšen od projektov, med nosilce teh projektov to idejo. Tako se recimo redno sestajam s društvom predelovalcev sladkorne pese, kjer se v ozadju snuje ideja, ali smo v stanju obuditi to proizvodno sladkorja v luči padca kvot na področju sladkornega sektorja v letu 2017. To je en takšnih projektov, ki bi bil eventualno možno podprt v gospodarstvu s takšnimi viri. Drugi tir bo eno od takšnih zadev, kjer je tudi možno, največ bo potrebno, kot je minister Gašperšič že omenil, v tem primeru razčistiti najprej ta model javno-zasebnega partnerstva z javnim denarjem, priti zraven v ta projekt je zopet možno in še se najde projektov, kot je poplavna varnost v Republiki Sloveniji, in mislim, da se moramo osredotočiti na 2-3 javne projekte in pa največ preko SID banke zagotoviti ponudbo banke, ki razume ta posel, ki v bistvu že zdaj upravlja za državo, in da gospodarstvo dobi svoj delež, kajti ključen cilj, ki ga ima ta Junckerjev investicijski program, je to, da se zaktivira zasebni kapital v Evropi in da začne v bistvu ta denar krožiti in da se od tega, kot sem že dejal, ustvarja nova delovna mesta. No, zdaj pa malo, bom rekla, k zunanji politiki. Vi ste namreč tudi član delegacije Evropskega parlamenta pri stabilizacijsko pridružitvenem parlamentarnem odboru Evropska unija Srbija. No, in ta mesec boste tudi na uradnem obisku v Beogradu. Kaj so pravzaprav ključne naloge te delegacije in pa kaj je torej osrednji namen obiska v Beogradu? Poslanci poleg delovanja v 2 odborih delujemo tudi v 2 interparlamentarnih delegacijah za države oziroma območja, ki niso v okviru Evropske unije. Sam sem v delegaciji za Srbijo in pa za Turčijo. Srbija je sedaj pridružitvena članica Evropske unije in na pol leta poteka zasedanje komisije, ki jo sestavlja pol poslancev iz Evropskega parlamenta, pol iz Srbske skupščine, in jeseni smo se sestali v Bruslju, sedaj gremo 18., 19., 20. marca v Beograd. Gre za pregled napredka po različnih področjih za Srbijo pri pridruževanju Evropi. Srbija je med temi državami, ki trkajo na evropska vrata, danes v čisti tej prvi vrsti. 5 let, to obdobje naj ne bi bilo širitve. Sam sem tudi že na teh sestankih večkrat zavzel stališče, da pa naj bo potem Srbija pridružena 5 let in en dan potem, se pravi takoj v letu 2019, kajti z vidika tako
stabilnosti tega območja, z varnostnega vidika v regiji, z vidika razvoja reformnega programa Srbije je nujno, da pride v okvir Evropske unije. Tudi razvojni zaostanek bo iz leta v leto večji, vekolikor Srbija ne bo deležna pomoči teh kohezijskih sredstev, ki so namenjena za odpravljanje teh razvojnih zaostankov. Zato mislim, da je to pomembna naloga. Danes sem bil naprimer tudi pri srbskem veleposlaniku, sva se dogovorila, da bomo poskušali tudi na relaciji Slovenija-Srbija spostaviti še tesnejše dogovore. Konec meseca bomo organizirali tudi eno konferenco s tem namenom, da enostavno povežemo in podelimo izkušnje, ki jih imamo Slovenci in so zelo dragocene za Srbijo v teh postopkih približevanja Evropski uniji. Hkrati pa lahko Slovenija odigra podobno vlogo, kot so jo pri nas Danci in ostali v obliki tehnične pomoči. To so sredstva, ki so prav namenjena za to, da tisti, ki že ima določene izkušnje, pomaga novi članici uvajati določene standarde, in če kdo lahko Srbiji pomaga na tem področju, smo to zagotovo Slovenci, ki imamo tudi neko skupno zgodovino, nek skupen pravni okvir, pa včasih tudi kakšne skupne manire, navade, ki jih je potrebno malce poevropizirati, in v tem delu mislim, da so ti tradicionalno dobri odnosi med Slovenijo in Srbijo nam pisani na kožo, in kot sem dejal, bom poskušal po svojih močeh tudi na tem področju spostaviti te povezave in tako v okviru tega odbora, kakor tudi meddržavnem nivoju, kakor tudi na nivoju sodelovanja lokalnih skupnosti, kjer mislim, da so po te najbolj iskrene in prvinske izkušnje, ki so tudi največ vredne. No, čisto za konec pa še najnega pogovora pa še o bližajočem prazniku, Mednarodni dan žensk oziroma dan žena, kot ga poznamo. Kako vi osebno vidite ta praznik in pomembnost usklajevanja torej zasebnega in poklicnega življenja ter izbire, s katerimi se na področju izobraževanja soočajo mlada dekleta? Pa potem porazdelitev družinskih obveznosti, ki nedvomno vpliva na usklajevanje dela in družine ter na karierno napredovanje žensk. Lahko politika tudi na evropski ravni še kaj naredi v to smer, da bodo denimo izzivi družinskih obveznosti ter profesionalnega udejstvovanja žensk in moških bolj enakomerno porazdeljena na oba spola? Tisti, ki smo profesionalno politiki, mogoče nismo najbolj prvi poklicani oziroma kredibilni pri teh odgovorih, vendar moram reči, da malce za šalo. Z veseljem z marcem prihaja pomlad, prihaja pa tudi dnevi, ko se radi spomnimo tudi naših žena, naših materi, in tudi v okviru evropske politike je enakovrednost spolov in pa čim večje vključevanje žensk v politiko ena od ključnih prioritet. Iz izkušenj vseh dosedanjih nivojev mirno rečem, da več kot je žensk v politiki, bolj je zmeren dialog, bolj je, ne uporabim besedo normalna politika, ker pač moški in ženske na različen način funkcioniramo, in ta delež je v Evropskem parlamentu naprimer tudi vsako leto višji, in tudi te enakovrednost spolov že na listah in podobno prispeva k temu. Evropski parlament tudi vsako leto v marcu posveti tej temi zadostno pozornost. Tudi letos je tako, izpostavljene teme okoli izobraževanja, vključevanje žensk v politiko in pa enakovrednost na delovnem mestu so tudi te letošnje prioritete. Jaz moram reči, da dejansko je v Evropi ta enakost, dostopnost šolstva med spoloma, lahko mirno rečemo, dobro zagotovljena. Je pa še cela vrsta področji sveta, kjer ni tako, kjer je bistveno višja razlika, in zato je tudi prav, da se temu delu posveti ta pozornost. Tudi letošnje leto bo tako, tudi konec tedna se v okviru zelo aktivnega predstavništva Evropskega parlamenta v Sloveniji sestanemo na to temo, opozorimo, in ravno temu področju, se pravi izobraževanje, vključevanje žensk v družbeno življenje, v politiko in pa seveda tudi v enakovreden dostop na področju gospodarstva, so te teme. Tako da
izkoriščam priložnost, da želim ženskam lep marec, lepo praznovanje, veliko pozornosti. Je pa pri delu, kot sem začel politikov, zelo zahtevno to, da enostavno poskušamo usklajevati to življenje. Bom rekel, zdaj prvem osebu ednine ni nas veliko, ki bi bili pri tistih letih, ko dosežemo Abrahama in še več, zelo, bom rekel, v svojem krogu svojih otrok, vnukov. In je to zahtevno področje, ki rabi dobro razumevanje, odrekanje in hkrati po drugi strani tudi pozornost iz ene in druge strani. Tako da politiki, predvsem profesionalna politika, je precej kruta do tega področja. Podobno je tudi v kakšnih menedžerskih vodah in prav je, da se o tem spregovori, tudi ugotovi, kaj je potrebno storiti, da bomo v bistvu ohranjali tudi to spoštovanje med spoloma, konec koncev pa tudi družinsko življenje, ki je ta osnovna celica, v kateri se pravzaprav družba nastaja, razvija in tudi ohranja. Gospod Franc Bogovič, jaz se vam zahvaljujem za obisk v studiu, seveda za tale pogovor, zanimiv in lepo pozdravljeni do prihodnjič. Hvala za pogovor in lep marec tudi vam želim in pa čestitke v praznikih, ki prihajajo. Hvala lepa.
Oddajo je omogočil evropski poslanec Slovenske ljudske stranke Franc Bogovič, financira pa jo Evropska ljudska stranka. Evropski parlament. Okno priložnosti.